Drage gledalke, cenjeni gledalci, prav lep pozdrav. V današnji oddaji Jezus je Gospod vam bomo spregovorili o krstu v Svetem Duhu. O tem vam bojo spregovorili konkretni ljudje, ki so to doživeli. Najprej pa se spomnimo, kaj to sploh je. Gospa Darja Justinek, nam lahko razložite, kaj to je krst v Svetem Duhu? Ja, čisto preprosto bom rekla. Krst v Svetem Duhu je predaja življenja Jezusu. Kaj to pomeni? Mi tudi rečemo izlitje Svetega Duha. Torej, vam bom postavila eno vprašanje. A se vi slučajno spomnite vašega prvega krsta, ko ste bili čist majhni? Seveda ne. Torej, takrat so za vas prosili starši, torej starši so vas položili v naročje Boga, v njegovo milost in takrat ste doživeli krst. In takrat je bilo za vas posebni dogodek, ki se ga bo Jezus celo življenje spominjal, tako ste dobili pečat Jezusov. Ta drugič, ko ste ga dobili, je bila to birma. In potem smo ljudje tako, pozabimo na vse te stvari, rečemo, ok, zdaj sem vse to upravil, zdaj ničesar več ne potrebujem, Jezus, ti si tam, mi smo pa tukaj, ti za mene skrbiš, to še ljudje malo mislijo. Vse ostalo pa ostane neizrečenega. Torej, če pa rečemo, Jezus je Gospod, kako je pač tale vaša oddaja ali pa naša, torej rečemo tako, predam svoje življenje Jezusu. In zato mi, ko smo odrasli, se odločimo, da rečemo, poglej Jezus, jaz ti predajam svoje življenje, odločam se zate, karkoli se mi dogaja v mojem življenju, naj bo tvoje. In takrat se latentno, ko bi rekel, tisto, kar je Gospod položil v naša srca, ponovno oživi. Takrat zavestno oživijo darovi Svetega Duha, karizme, ki jih je Gospod pripravil za nas in za cerkev. Torej, pa se bo nekdo vprašal, kakšni pa so zdaj naenkrat, a takrat jih nismo imeli karizem, zdaj jih pa imamo. Ja, imeli smo že, ampak je bilo v spečem spanju. To je kot trnulčica, ki je spala, dokler ni prišel princ, da jo je poljubil in oživel. Isto nas Gospod, jaz bi lahko poetično rekla, Gospod nas poljubi takrat, torej da nam milost, že življenje, da lahko živimo iz njegove milosti, da se zavedamo njegove milosti, da se zavedamo, da je on tisti, ki ima načrt za naše življenje. Naenkrat, ko predamo življenje Jezusu, torej, ko dobimo izlitje Svetega Duha ali krst v Svetem Duhu kot odrasli, se zgodi to, da te milosti pritečejo v polnosti. In v bistvu se nam življenje v hipu spremeni, postane drugačno. Bi še rekla to, da naenkrat so, veste, kristjani nam velikokrat učitijo, da nismo veseli. Ko doživiš kot odrasel krst v Svetem Duhu, to ponovno potrditev življenja z Jezusom, postaneš vesel kristjan. Zakaj? Zato, ker itak vse izročiš Jezusu, pa rečeš, le Jezus, karkoli se dogaja, je tvoje, jaz sprejemam, te prosim, se ti zahvaljujem. Tako da se mi zdi zelo pomemben korak, da bi na tem svetu, tako kot pravi papež Frančišek, vsi doživeli to izlitje Svetega Duha ali krst v Svetem Duhu, da bi ponovno potrdili zavezo z Jezusom oziroma to neskončno predajo svojega življenja Jezusu. Brez tega bomo osiromašeni, bomo rekli, Jezus je gor, mi smo pa dol, a ti sploh skrbiš za nas. Tako, današnji čas je poln teh vprašanj, a kdo sploh še skrbi za nas? Ljudje so zmedeni, ne vejo, kako bi živeli. Torej, predaja življenju Jezusu pomeni, ta krst v Svetem Duhu, da ponovno predam življenje Jezusu. Najlepša hvala, gospa Darja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno imi. Oče naš, ki si v nebesih,
Zelo lepa prispodoba, da nas Jezus poljubi in to je krst v Svetem Duhu, da nas poljubi, nas zbudi iz spanja in nam da darove. Danes smo obiskali skupino veroukarjev. Zakaj veroukarjev? Niso osnovnošolci in tudi niso srednješolci. Vsi so že odrasli in imajo svoje otroke. Pa vendar vsak teden se dobivajo ob ponedeljkih ob 8 na verouku. Z nami so 3 dekleta. Kar povabim vse 3, da se pridružijo nam v studiu. Dobrodošli Mojca, Nina in Ana Marija. Lep pozdrav. Živja. Morda najprej zanima naše gledalce, kako je vaša skupina nastala, kako je ta skupina začela delati in kako ste pristali tu pri seminarju za izlitje Svetega Duha. Mojca? Ja, nobena od nas 3 ni bila čisto v začetku v skupini. Skupina je pa nastala tako, da je nekaj mladih po zaključku študentske oziroma srednješolskega verouka želeli nadaljevati to druženje ali pa, ne bom rekla versko izobraževanje, bolj druženje in je iz tega zrasla ena taka veroučna skupina. Mi se še danes kar imenujemo veroukarji, a ne, mogoče se malo smešno sliši, ko smo že tako odrasli. In v začetku smo recimo je izgledalo to kot en verouk res, pripravljali smo različne teme, na različna recimo verska vprašanja, družbena vprašanja, vse sorte smo se pogovarjali, učili, spoznavali, pa smo mogoče v enem trenutku začutili, da s svojo pametjo pa mogoče ne bomo spoznali Boga. Samo s svojo pametjo, no. Veliko smo ga spoznali, ampak nekaj nam je manjkalo, smo želeli nekaj več, no. Nina, morda koliko vas je v skupini ali se dobivate samo ob ponedeljkih, se videvate še drugače? V skupini nas je, mislim, da okrog 6 parov, zdaj, ko smo že vsi poročeni, ne. Drugače pa se dobivamo v ponedeljkih, to je pač naša ta osnovno srečevanje. Se pa seveda družimo tudi ob drugih dogodkih, za novo leto gremo vedno skupaj, na postne duhovne vaje gremo skupaj, na morje gremo skupaj, pa v Emaus, torej na velikonočni ponedeljek tudi gremo na kakšen izlet skupaj. In koliko otrok imate skupaj? Čez 20. Mislim, da jih je čez 20. Kar se tiče pa samega, mogoče, kar ste prej vprašali, ne, kako smo prišli do tega krsta v Svetem Duhu, je pa tako, da smo, kot rekla Mojca, ne, da smo se ful spraševali, kje bi zdaj še mi tega Boga najdeli oziroma na kakšen način bi še prišli do njega, ne, sem s to našo pametjo, ki je tako omejena, ne. In smo se takrat, začetku leta, no, septembra, začeli spraševati, kako bi pa zdaj mi, kaj bi še lahko naredili, in pa smo nekako prišli do te prenove v duhu, ker nam je bila vedno tako, neki tam eni čudaki, ki neki dvigujejo roke in tako smo se jim vedno malo posmehvali. No, pa je začela zoreti ideja v nas, da pa mogoče bi pa vsem to probali, ne, saj kaj nam pa škoditi ne more, ne, gotov. In potem smo se odločili, da gremo to probati in smo preizkusili in stvar deluje in Sveti Duh res, moram reči, da zdaj pa v naših življenjih kar močno prisoten, no, tako imam jaz občutek, no. Ana Marija, kako ste pristali tukaj? Ni malo je že Nina omenila, kaj se je vam zdelo v tem seminarju? Ste kaj razmišljali prej, predno ste prišli? Ali je bilo presenečenje? O tem seminarju, ja, to srečo smo imeli, da so izvajalci prišli nam na obisk, tako da smo mi naš termin srečavanja obdržali. To je tak luksus imamo, ja. Jaz se prav spomnim osebno, da sem malo pozabila, da se to začenja recimo glih tisti ponedeljek, ker je pač se to zgodilo in sem še celo malo zamudila in sem bila rahlo presenečena oziroma sem bila čisto nepripravljena, malo sem vedela, kaj bom, ampak pa na koncu videla, da nič ne vem. In to je bilo 6 srečanj, mislim, da je bilo 6, skozi katera smo spoznavali, kaj ta krst sploh je, kaj je to dojemanje Svetega Duha oziroma dovoliti, da te osebno, da se te Bog dotakne. Tisto prej, kar smo se tako nekako razumsko učili o tem vsem skupaj, je res dobili čisto eno novo dimenzijo, no. Tako. Najlepša hvala, draga dekleta. Sentimos vencidos.
Kot vidimo, duh veje, kjer hoče. In tudi prav veroukarje je Sveti duh konkretno presenetil. Poklicali bomo Tilen. Živijo. Tilen, kaj si pričakoval od izlitja Svetega duha? A si imel kakšno predstavo, karkoli? Po pravici povedano, nisem vedel, kaj ne pričakujem. Ves ta seminar, ki smo ga začeli, sem brez enega pričakovanja šel na to, ampak nekako pol tekom tega seminarja je imel res neko eno tako dramatično zgradbo, se pravi nek začetek in se je počasi vse stopnjeval do tega samega krsta. Ko pa po pravici povedano me je malo presenetil, nisem bil zdaj, kakor sem rekel, nisem vedel, kaj pričakovati, ampak me je neki en mir me je navzel, pač se naselil v mene, sploh po molitvi nad mano. Tako, da se mi neki prelili po celem telesu, kaj ne mravljivci po celem telesu in en takšen mir se je vame naselil in to so bili, ni bilo nič nekih enih čudežev, bavbavov, ne, to seveda ni bilo, ampak ni bilo enih nadnaravnih dogodkov, ampak tako, nek globok mir se je naselil vame in tudi mogoče ne samo od razlitja, že pač tekom celega seminarja sem se navadil te slavilne molitve. Ja, morda to me zanima, kako ti kot moški pa roko dvigovanje, pa kako bi na to komentiral? To se kar začne, ne vem, po pravici povedan, pred tem seminarjem, še mogoče pol leta nazaj bi rekel, ok, to so malo, ne, prenova v duhu so malo, unika dvigajo malo roke gor dol, ampak evo, ne vem, 4. srečanje, 5. srečanje, so že meni roke začele gor hoditi, ne vem, to se kar malo probaš, ampak pa se pa kar začne samo delati, samo dvigati, ne. Ne vem, se mi zdi, da nekako pomaga, tudi drža telesa pomaga se pravi, pomaga pri slavljenju, no. Se mi zdi, da je to. Torej, zdaj tudi doma moraš več slavilne molitve? Ja, sigurno več kot prej, mogoče doma bolj sam, ampak pač ko ima različno dinamiko, ampak ja, gotovo več. Pa morda še vprašanje, ko si prejel izlitje Svetega duha, je bilo to vse drugače ali si samo potem morda spremenil kasneje po tistem življenju? Pa takoj po tistem ni bilo vse drugače, počas, pa mislim, da se še zdaj se spreminjam, no, sem počas delam korake, počas tudi čutim, da počas postopoma močneje deluje v meni, no. Ni bilo pa zdaj včeraj nič, danes pa ne vem kam do konca sveta, ampak gre počas, ampak gre. Hvala, Tilen. Ni za kaj. Thank you.
Morda mislimo, da je izlitje nekaj fascinantnega, nekaj hollywoodskega, pa vendar Sveti Duh deluje na svoj način. Mojca nam bo razložila, kako je pri njej izgledalo izlitje. Mojca, kako je bilo? Moram reči, da sem se jaz tega kar mal bala v začetku seminarja, potem pa sem vesela, da je bila priprava zelo dobra, da sem se jaz sprostila, da sem jaz vedela, da če deluje Bog, pol se nimam ničesar bati. Tako da mečkeno vznemirjanja je bilo in zelo se spomnim molitve, ki jo je duhovnik molil nad mano in sem mogla ponavljati v smislu, da izročam Bogu vse, kar imam, in jaz sem pri tem začutila mir, vse mi je dal, vse njegovo, vse, kar imam, je njegovo, zakaj mu tega ne bi izročila. In po molitvi se spomnim, po izlitju Svetega Duha se spomnim, da sem se usedla in občutila tak globok mir, ki sem ga mogoče, ne vem, če sem ga že kdaj v življenju. In spomnim se tega, da sem tudi prosila Boga. Jaz sem zelo tak človek, ki se zanaša nase, zelo sem pridna, zelo rada delam, želim vse s svojimi rokami narediti in svojo pametjo. In takrat sem začutila, da so moje roke kot lebdele v mojem naročju in sem čutila, nič ti ni treba narediti, samo prepusti se mi. In tisti mir je kar trajal nekaj časa. Še celo za svojega dojenčka nisem skočila, ker sem slišala nekaj v daljavi, da joka, pa sem kar začutila, saj bojo že drugi poskrbeli. Tako. In se mi zdi, da ta mir še kar malo traja. No? Mogoče še ena stvar, velikokrat si nisem vzela časa za Božjo besedo, ker sem se tako zjutraj zagnala v svoja opravila. Zdaj pa čutim zjutraj, da hrepenim potem, da bi najprej izročila dan Bogu, preberem Božjo besedo in pol se zaženem v posodo in perilo in vse in se dan lepo izteče ponavadi. Hvala, Mojca. This
Sveti duh na vsakega deluje drugače. Pa vprašajmo Blaža, kako je izlitje doživel on. Blaž? Moram reči, da jaz sem ga že enkrat predtem doživel in to ne prav dost, par mesecev predtem na vseslovenskem srečanju mož v Rimu. Lahko povem tako, da nekako po ene 20 minut ali pa pol ure petja in slavljenja, ki so ga vodili tako skupaj katoliki kot tudi protestantski pastor je zraven z njimi bil, to so bili nizozemsko-angleška zasedba. Smo vseh 137 moških, ki nas je bilo tam na tem srečanju, vsi naenkrat dvignili roke in začeli pač slaviti Boga. Potem se je zaključila pesem, celo tako, da smo vsak v svojem jeziku peli in to je bila ena taka res neverjetna harmonija. No, in takrat sem začutil res nek poseben občutek, no, in od takrat naprej me nekako tudi spremlja, kadar začutim, da je Svet Duh prisoten, isti občutek. In pa samo Sveto pismo oziroma beseda v Svetem pismu besede mi veliko povejo in oziroma me vodijo zdaj tudi skozi življenje. No, tako da. Pa Blaž, vsak dan bereš Sveto pismo? Ja, več, ko se da, več ga berem, zdaj pa če kdaj se slučajno ne, pa naslednjič malo več preberem. Tako da, načeloma ja. Med izlitjem ponavadi prejmemo tudi kakšen dar Svetega Duha. Si ti morda kakšnega prejel, lahko kakšnega zdaj morda uporabljaš, ki ga prej nisi imel ali nisi vedel, da ga imaš? Ja, tako kot sem prej rekel, se pravi ta dar odpiranja Svetega pisma, ne vem, kako se imenuje, ampak dejansko da besedo za ali sam za mene, ali za tiste, ki smo skupaj v določeni dejavnosti, pa tam pač rabimo neko oporo ali pa pomoč ali pa mogoče vodstvo. Ne? In Sveto pismo vedno se odpre na pravem mestu. Tudi če kdaj dvomim, da je kaj, pa odprem še enkrat, ne? Pa mi ta drug odstavek pove, da sem isto, kar mi je že tistam, tudi če je na popolnoma drugem mestu. No? Tako da, ja, mislim, da je to ta glaven dar, ki sem ga prejel. Pa z razumom ne znam razložiti, ampak v srcu pa verjamem, da pač tudi z darom jezikom znam moliti. No, tako da. Pa tudi oče si in mož. Kako pa se te darovi kažejo v vsakdanjem življenju? Se je tudi tam kaj spremenilo v vaši družini, kjer si ti duhovnik pravzaprav? Ja, to bi mogli njih vprašati. Ne, zagotovo se je spremenilo ogromno. Recimo, ni bilo en teden nazaj, no, sem gledal posnetek, ko smo imeli slavljenje v ponedeljkih, ki je tamle v Dravljah smo imeli. In sem gledal posnetek in so bili otroci zraven doma, pa še od enega drugega, no, tudi hčerka, no, in so kar zraven oni pel, slavili. Pa sta pa še celo nekaj sprašvali, ki je Kantala Mesa tudi govoril, pa sem povedal, da smo mi v Rimu skupaj z njim bili in da je to on nam govoril in so bili tukaj navdušene in kdo pa je to prevajal. No in na koncu sem povedal, da sem nekaj tudi jaz in da imam tam še nekaj za pretipkati. In sta vzele te dve punci, 12 let stari, sta vzele blokac z prevodom, se usedle za računalnik in začele pretipkavati. Tako da, ja, Sveti Duh deluje tudi pa nas doma zdaj. Najlepša hvala, Blaž. Hvala tudi vam. Thank you.
Z nami je Jure, ki je tudi doživel izlitje Svetega Duha. Jure, kaj se je takrat dogajalo s tabo in predvsem, kaj se dogaja zdaj? Je zdaj kaj drugače, potem, ko si prejel izlitje Svetega Duha? Jaz sem si to izlitje zelo želel. Se mi zdi, da je moja vera bila na tem, da rab neko orang brco, da napreduje, da jaz napredujem v njej. In se mi zdi, da je bilo to točno to. Ne moram reči, da se je nekaj blazno konkretnega zgodilo. Tok se je, jaz sem rabil, pa se meni zdi, da sem rabil, no, nekaj čutiti, da se nekaj dogaja. Zdaj, med tem, ko so molili nad mano, sem čutil tako toploto, ko je šla čez mene. Nič tako blazno posebenega, ampak dosti, da se je meni zdel, da se mi je Sveti Duh takrat res izlil vame, da je prišel k meni. Nekih instant posledic dramatičnih nisem čutil, sem pa takoj doživel, ne vem, se mi zdi vsak dan je take majhne spodbude, da sem lažji, boljši, da se bolj spomnim moliti, lažje se umirim, hitreje se umirim, spomnim se prositi za stvari, pa zahvaliti za stvari, pa zahvaliti za družino, za otroke, za vse, kar imamo v bistvu. Več takih se mi zdi majhnih, drobnih stvari se je tako začel mi odpirati, no. Se ti je zdelo, da prej nisi klical Svetega Duha v svojem življenju ali da je zdaj samo več tega? Predvsem, da se nisem direkt na njega obračal, prav na Svetega Duha. Vedno je bil Jezus to, Jezus uno, mogoče Bog, Sveti Duh, ki je bil pa nekako ob stran porinjen. Tako da zdaj mi je pa tudi tako bolj jasen, kaj je sploh njegova vloga in tudi mi je zato lažje se na njega obrniti pa ga prositi, ker se mi zdi, da vem, kaj ga lahko prosim, no. Tako, prej se nisem znal niti točno na njega obrniti, je bil Jezus bolj moj kontaktna oseba. Jure, morda lahko dava gledalcem kakšen konkreten primer, kako kličeš Svetega Duha? Kdaj? Odkar je žena dobila službo, je zdravnica, 3-krat na teden začne zelo zgodaj, vstaneva 20:05 in pol ob 6 ona gre in imam še celo uro časa, preden otroci vstanejo in mi je Bog zelo jasno sporočil, kdaj imam jaz čas zase in lahko zjutraj molim. Namreč prej sem to že probal, da sem malo pred otroki vstal, ampak so se pa vedno zbudili s mano, zdaj imam pa res mir in lahko miru svet pisem, preberem, lahko razmišljam v tišini, karkoli. Pač dejansko imam mir takrat in mi zelo odgovarja, žal je samo 3-krat na teden, drugače 2-krat je popoldne, tako da imam takrat res uno, ampak mi veliko pomeni, no, ta čas. Najlepša hvala, Jure. Thank you.
Ko Sveti Duh prime, tudi drži. O tem nam bo povedala Nina. Nina, kaj se je spremenilo po izlitju Svetega Duha pri tebi? Ja, v bistvu tako imam občutek, da smo vsi v naših službah vedno v nekem nekrščanskem okolju, kjer pač ni Jezusa, ni sploh vere, pa tako, ne. In mi je bilo vedno tako strah, ali pa tudi pokrižati se pri kosilu, ali pa tako, vedno mi je bilo tako neroden, pa karkoli govoriti o Jezusu. Ampak pol po Svetem Duhu, po tem izlitju, ne, sem pa kar z nekim takim lažjim srcem mogoče se odprla, pa videla, da pa tudi mogoče kakšne druge sodelavke pa tudi so, ne, verne, in smo pol kar začele o tem govoriti in sem jih tudi povabila naslovljenje zraven, ne, do Ravleka hodimo, ne, in bilo tako luštno, da sem videla, da nisem edina, ne, tako v službi, pa tako, pa mogoče tudi to, da me tako, vsak dan zdaj vzamem Sveto pismo v roke in kaj preberem Svetega pisma, kar prej bilo Sveto pismo tako, tam sem ga imela nekje na mizi in tam je bil in tam je ostal in ga nisem odprla, zdaj me pa tako kar nagovori, no, in vsakeč, ko ga odprem, jaz skoraj vedno nekaj potegnem iz njega ven, no, tako se spravijo, da se to pismo itak knjiga vseh knjig in da vedno nas nagovori lahko, ne. To se mi zdi no tako zelo, pa da vedno tako, kar nekako bi kar hodila po ulici, pa kar slavila Boga, pa kar tako me kar nagovori, vedno bi kar dvignila roke, tako če bi seveda upala, pa tega še ne upam, ampak lahko pa bi, ne, tako me kar nekako nekaj imam v glavi, da tako skozi te pesmi, ne, pa skozi jih prepevam v glavi, pa tako to mi je tako, no, to me je, tukaj deluje Sveti Duh, no. Nina, si tudi žena in mamica, kako pa v vsakdanjem življenju Sveti Duh zdaj pride prav? Ja, pride prav, sploh pri vzgoju otrok, ne, zadnjič je tako rekel en gospod, ki je bil pričevalec, oziroma bil poučevalec, je rekel, da samo bodi zgled, ne, pa prepusti reči Jezusu, lej, otroci so tvoji, ti naredi z njimi, kar lahko, ne, ker pač včasih tudi mi pri vzgoju nismo uspešni ali pa kaj falimo ali pa nam kaj ne gre dobro, imamo slab dan, ampak dejansko res, če rečeš Jezus, lej, tukaj so, otroci so tvoji, ti mi pomagi, ker res ne morem vsega sama, ne, tukaj recimo to, tukaj pride Sveti Duh zelo prav. Nina, najlepša hvala. Predal svoj
Sveti duh mora spremeniti naše življenje in tudi Ana Mariji ga je spremenil. Ana Marija, kaj je zdaj drugače, odkar si prejela Svetega duha, izlitje Svetega duha? Ja, moram kar razmisliti, ker v resnici se mi zdi, da je moje življenje že kar dolgo časa bogato, prežeto s krščanskim življenjem in v samem trenutku se mi zdi, da nisem doživela prav nekega razsvetljenja ali pač takega doživetja. Opažam pa, da recimo sploh pri svojem igranju, že sploh moje izobraževanje in igranje klavirja je zdaj pripeljalo se do neke točke, kjer prav čutim že dalj časa, da mi je samo še taka glasba res me bogati, res me navdihuje. Vse ostala glasba mi je nekako sicer prijetna, pa za poslušanje tako zanimiva vse, ampak tista, ki se me res dotakne v globino ali pa ki jo res želim naprej posredovati in mi veliko pomeni, da lahko delim to z drugimi, je samo še ta duhovna, tudi skupino, ki jo imamo, najrajši tako glasbo igramo. Velikokrat so nas spraševali, zakaj ne izvajamo kakšne pop glasbe ali pa zakaj ne pišemo takih pesmi ali pa podobnega. Pa smo že takrat čutili, pa še bilo že pred tem izlitjem, da nam to vrstna pač glasba ne navdihuje na ta način, nam ne sporoča. Skratka, vidim, da zdaj od te točke naprej se mi zdi, da je vse pore življenja so nekako drugače osmišljene. No? In se mi zdi, da se ne da iti več nazaj in si niti ne želi več. Tako, sem zelo hvaležna. Ana Marija, hvala. Hvala. Dragi gledalci, ste tudi vi začutili željo po več Svetemu duhu, po več življenja, po več sreče? Sveti duh ima pripravljeno tudi za vas veliko bogatstvo. Morda poiščite v svoji okolici kakšno slavilno skupino ali pa seminar za izlitje Svetega duha. Naj vas Sveti duh preseneti. Hvala, ker ste bili z nami.